Prijeten in prijazen pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije AS v oddaji Aktualno. Danes gostimo v našem studiu novega načelnika policijske postaje Murska Sobota. To dolžnost je sprejel z 15. januarjem letošnjega leta, to je Janko Šobak. Janko, lep pozdrav. Lep pozdrav. Kako se počutite v vlogi novega načelnika, kaj drugače kot poprej? Nekoliko, ja, drugače, večji izziv, ampak mi je v čast in ponos, da sem lahko pa del tega kolektiva policijske postaje Murska Sobota, ki je vseeno ena izmed obremenjenejših na območju policijske uprave Murska Sobota. Ne nazadnje, tudi odgovornosti so večje, brško ne, kot načelnik sprejemate kar odgovornost za vse pod vami, rečemo takole v navednicah. Tako, jaz kot načelnik policijske postaje z mojo ekipo, sodelavci, ožjimi, širšimi, zagotavljamo varnost za veliko območje policijske postaje. Če malo omenim, to je območje v velikosti cirka 450 kvadratnih kilometrov. Prebivalci skupno, ki prebivajo cirka 47 tisoč v nekaj več kot 80 naseljih oziroma vaseh. Pokrivate več občin, ne samo mestno občino Murska Sobota, Moravske Toplice, ki segajo tja do madžarske meje, in še tukaj verjetno imate glede organizacije vse svoj čas, je tako bilo, vodja okolišev oziroma... Tako, pokrivamo območja 6 občin, edino mestno občino na naši regiji, potem še občino Moravske Toplice, Puconce, Beltince, Tišina in Cankovo. Je kar izziv, organizacija dela je tudi temu ustrezno prilagojena. Za neko neposredno delo v lokalno skupnost imamo 6 vodij policijskih okolišev, ki so tudi tisti prvi kontakt za neko reševanje skupnih varnostnih problemov, drugih težav, informacije. So pa vsi ostali policisti tudi z tem namenom, predvsem, da se zagotavlja varnost, da se pomaga ljudem. Morda ljudje premalo vemo samo policija stoji na cesti, pa represivni organi, pa ne vem kaj vse, ne. Veliko drugega dela je tu vaše delovanje, ki zajema seveda v prvi vrsti varnost občank in občanov oziroma državljank in državljanov. Tako, prednostne naloge, ki jih bomo z sodelavci zasledovali, je nedvomno partnersko sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, sodelovanje z več etičnimi skupnostmi, drugimi subjekti, predvsem v cilju medsebojnega zaupanja, zagotavljanja varnosti in reševanja teh varnostnih problemov. Poleg tega naše prednostne naloge, reševanje kriminalitete, predvsem hujših oblik kaznivih dejanj, premoženjske kriminalitete, naloge za zagotavljanje varnosti na športnih in drugih večjih prireditvah, ki jih je bilo tudi kar nekaj v lanskem letu, in pa seveda aktivnosti za dobro varnost cestnega prometa. Zdaj tako na kratko, če povem, želimo si zagotavljati kvalitetne policijske storitve, predvsem v cilju večje operativne učinkovitosti in uspešnosti. Boljši servis. Boljši servis, saj zavedamo se vsi, občasno bi naša kvaliteta policijskih storitev v določenih primerih lahko bila boljša. Zato bom tudi osebno stremel nekako k temu, da bo teh primerov čim manj oziroma nič. Kako ste z kadrovsko zasedbo podhranjeni ali pa ne, vendarle, takole seveda v navednicah, ne? Ja. Kader je zelo pomemben, ne nazadnje, če je preobremenjen kader, če ga je premalo, nastopijo znotraj kolektiva lahko, kaj vem. Vse vemo, vsak uslužbenec je zadovoljen, če ima dobro plačo, pa če ima tudi kaj še prostega časa. Tako. Trenutno je na operativno razpolago 46 policistov. Moram reči, da imamo tudi posluh policijske uprave, da zadnji 2 leti dobivamo tudi mlajši kader, mlajše policiste, kar se nedvomno pozna. Poleg policistov pa imamo še tudi 5 strokovno-tehničnih delavcev za izvajanje podpornih služb. Delovni pogoji, sam objekt policijske postaje nov, je v redu, pa tudi vsa ostala tehnična oprema je temu primerna, dobra, nova in se tudi uporablja. Torej zadovoljni z avtomobili, z vsem ostalim, kar sodi zraven? Ja, na splošno lahko rečem, da smo zadovoljni, bomo pa tudi, predvsem jaz osebno se zavzemal s pristojnim na policijski upravi, da bo ta dotok novih policistov tudi v bodoče.
No, to je pomembno. Najprej kader, seveda, potem pa malo pri tehničnih sredstvih, še malo včasih zatisnemo oči, pa saj bo, ne, pa se potem popravi. Ja, ker osnovni naš kapital delo so seveda Ljudje. policisti, s katerimi tudi jaz kot predstavnik, vodja, tudi moji ožji pomočniki, ustrezno delo s človeškimi viri, zagotavljanje tudi ustrezne psihološke pomoči, vse druge pomoči, ki je na razpolago, tako da so policisti zadovoljni. Janko, zdaj ste malo utesnjeni, ne, obnavljajo vam ulico proti Slovenski z Gregorčičeve, ne, tu je zdaj težave, pa dobro, pustimo, se bo to minilo, malce moramo potrpeti vsi skupaj, ne, pri takih rečeh, težko je s parkiranjem, promet je omejen, tako, ampak to ne bo vplivalo na vašo učinkovitost, na vašo hitrost pri reševanju težav oziroma intervencij. Z izvajalcem in tudi je bilo dogovorjeno, samo delo je ustrezno označeno, naše interveniranje, naše delo ni nikakor omejeno oziroma ovirano. To je bil tudi osnovni predpogoj. Dela potekajo, mora se urediti. Apeliram na vse, da smo strpni in počakamo do zaključka del. Tako je prav. Morda, če greva k seveda vašemu delovanju, se mi zdi, da Pomurje, kar se tiče nekih krvnih deliktov, ni v ospredju Slovenije, prej se dogaja to kje drugje, je pa seveda Panonska nižina, melanholija in vse drugo, samomori pa še zmeraj so prisotni, več ali manj, mislim, da smo celo tu v vrhu slovenskih regij. Ja, tako kot ste omenili, zdaj, če bi nakratko opravil pregled po temeljnih področjih dela, za lansko leto lahko ocenim, da so rezultati dobri, v redu. Z področja kriminalitete smo obravnavali cirka 1000 kaznivih dejanj, največ premoženjske kriminalitete, najmanj organiziranih in gospodarskih kaznivih dejanj. Uspelo nam je preiskati cirka 53% kaznivih dejanj. Je kar zadovoljivo, smo nad slovenskim povprečjem. Drugače pa zagotavljamo varnost na vseh kulturnih, športnih prireditvah. Tukaj smo usmerili nadzor nad tem, tudi dovoljeni, nedovoljeni shodi, ki so, vendar večjih prekrškov nismo ugotavljali. Stanje na področju cestnega prometa je zadovoljivo, kljub temu, da smo lansko leto zabeležili nekaj več prometnih nesreč. Kar je zaskrbljujoče, je dejstvo, da je delež alkoholiziranih povzročiteljev še vedno kar visok. Najpogostejši razlog, vzrok prometnih nesreč je pa neprilagojena hitrost. In ponavadi je ta korelacija, kjer bomo tudi v prihodnosti oziroma tudi v preteklosti smo dali kar poudarek temu. Področje migracij je pa relativno stabilno. Gre seveda za stvar, kajti malo je preko Mure, ne, bolj so izpostavljene tisti predeli, ki mejijo s Hrvaško, recimo, ne. Tudi malo je z južne smeri na Madžarsko, ker Madžari imajo toliko, in potem tudi manj tu prehoda, ne, migracij, nezakonitih migracij, tako da tu je, kaj pa je, pa tako po zakonu, ali v domove oziroma ali vračate. Ja, zdaj postopkovniki so izdelani, naša policijska postaja relativno v manjši meri obremenjena z nedovoljenimi migracijami. Prej sem mogoče še pozabil povedati, samomori, poskusi samomorov smo pa kar obravnavali jih več, verjetno tudi posledica epidemije, pandemije. Zagotovo, ker to strokovnjaki napovedujejo, da se bo to post-covidno stanje, ko se bo, da še bodo posledice dolgo časa prav na tem psihološkem področju. Morda še to smo specifika, seveda v Prekmurju, romska etnična skupina, ne, ponekod v Sloveniji imajo več ali manj težave, se pa mi zdi, da je tu že dolgo časa v deželi ob Muri neko sodelovanje na nekem nivoju, socializacija Romov je na najvišjem nivoju v Sloveniji, tudi glede na Evropo zelo visoko in da tu verjetno ne prihaja do nekih večjih odstopanj oziroma trend. Ne, saj že v uvodoma sem povedal, da je tudi ena izmed prioritetnih nalog delo z več etničnimi skupnostmi. Na našem območju je to romska skupnost. Policijska uprava Murska Sobota, ne samo naša policijska postaja, v slovenskem merilu kot primer dobre prakse, nekega vzornega sodelovanja. Zadnji primer, če lahko omenim, je tudi ustanovitev varnostnega sosveta, ki sta ga lanskega 23. decembra podpisala direktor policijske uprave gospod Damir Ivančič in pa predsednik Združenja foruma romskih svetnikov Darko Rudaš.
kar je zopet en korak k nekemu dobremu skupnemu sodelovanju, pa pravemu pristopu k reševanju težav morebitnih na območju občin, ker živijo predstavniki romske skupnosti. Nedavno tega lansko leto, predlansko leto tudi ste sodelovali v tisti veliki akciji mednarodni, kar se tiče združenja teh raznih drog oziroma nedovoljenih poživil. Takrat ste sodelovali v tem. To verjetno sodelovanje z drugimi organi v sosednji Avstriji, na Madžarskem, kaj jaz vem, takrat je celo do Italije bilo to vsa zadeva povezana. Sodelujete in seveda stopite, ko je potrebno, tudi v akcijo glede tega. Ja, vidik mednarodnega sodelovanja postaja čedalje pomembnejši. Vidimo sami, da tudi kriminalne združbe delujejo čezmejno in ni zaželeno, ampak je nujno potrebno mednarodno povezovanje s sosednjimi varnostnimi organi, pa tudi širše. Kajti, če se lahko malo po domače izrazim, da okopavamo samo svoj vrtiček, ne vodi nikamor, potrebno je gledati širše, neko skupno evropsko varnost, ker če bo tam varnost večja, bo posledično tudi varnost v Republiki Sloveniji. Pravijo, da se te združbe selijo s svojimi dejanji na internet, na splete, ne? Tudi tu bo treba spremljati zadeve, gotovo delate na policiji v tej smeri, da malce to zadevo spremljate, kar se dogaja. Je pa težko izsledljiva zadeva, ne? Težko izsledljiva, tudi v zadnjem letu dve, ponovno posledica epidemije, več nekih dejavnosti poslovanja se je preneslo na svetovni splet. Če bi gledalce opozoril, kar ugotavljamo v zadnjem času, kar več nekih spletnih prevar, goljufij, predvsem z lažjim predstavljanjem identitete, če lahko povem, predstavi se kot tuji zdravnik, zdravnica, vojak, ki rabi pomoč in potem apelirajo na neko dobrovernost žrtev, ki jim ponavadi kar nakazujejo neke zneske, vsote in je to težko izsledljivo. Druga zadeva, ki je, so tudi prevare, goljufije pri nabavi različnih kriptovalut, kar je zelo moderno, zato bi pozval vse, da rajši 3-krat, 4-krat preverijo ozadja, linke in da ne bodo slučajno žrtev takih spletnih prevar in goljufij. To je glede tega. Seveda številne akcije, ki so vezane na čas, ko se prične pouk v šolah, spremljate dogajanje v šolah, poostren nadzor, zaščitite naše najmlajše, absolutno. V poletnih mesecih, ko se ljudje odpravljajo na dopust, opozarjate kaj in koga zaradi vlomov, kajti rad rečem, zlikovci so zmeraj pripravljeni kam priti. Je pa, se mi zdi, teh stvari, koliko spremljam vaša poročila, manj recimo teh vlomov, odtujenih stvari iz hiš, kaj vem, to so prišli iz južnih krajev, tam združbe, ki so bile kar dobro povezane, morda še bankomati, morda še o tem kaj rečeva? Ja, storilcev je več, tujih, domačih. Bolj malo, spektar je širok, opozarjamo vse občane, občanke na samozaščitna ravnanja, sej s temi ravnanji mogoče se sliši banalno, ne vem, zaklepanje, zapiranje garaže, pospravljanje orodja, sosedom se dogovoriš, da ti vzame pošto iz nabiralnika, mogoče se zdi banalno, so pa kar neki ukrepi, ki v osnovi lahko preprečujejo te premoženjske delikte. Bankomati so vedno stalnica na območju celotne Slovenije, aktivnosti izvajamo, je že bilo v preteklosti tudi nekaj uspešnih realizacij, v glavnem tako kot neka domišljija združb ne pozna meja, tudi mi sproti prilagajamo svoje aktivnosti in ukrepe. Ne zasledim pa nekih večjih trgovanj na našem področju z orožjem, ilegalnim orožjem, to se mi zdi, da obhaja nekje deželo ob Muri bolj kot ne. Ja, moja ocena je, da je splošno stanje varnosti na območju Mestne občine Murska Sobota in pa celotne pomurske regije dobro. Iz javnomnenjskih raziskav lanskega leta in prejšnjih let izhaja, da so še prebivalci zadovoljni in zaupajo v delo policije. Če pogledamo obravnavane dogodke, tudi statistične parametre,
izhaja, da Pomurje in občina Murska Sobota v slovenskem merilu pozitivno izstopa po stopnji varnosti. Bodi tako tudi pod novim načelnikom Jankom Šobakom, načelnik policijske postaje Murska Sobota. Janko, morda za konec, če kaj našim gledalkam in gledalcem bi želeli povedati, kar ne vemo, pa bi bilo dobro za njih, pa tudi morda še za dvig, kot radi rečemo, rejtinga policije, mož v modrem na področju dežele ob Muri. Ja, ob tej priložnosti bi pozval vse gledalce. Objavljen je nov razpis za zaposlovanje na višji šoli za policiste. Razpis je bil objavljen z 1. februarjem, objavljen je na internetnih straneh ministrstva in policije. Tam so vsi razpisni pogoji, zaključi se 18. marca. Vabim res vse, da se pridružijo v naše vrste, če jih veseli pestro, zanimivo, tudi težko delo. Ampak dokazujemo vsi, ki smo zaposleni v policiji, da je to neko častno, zahtevno, ampak prijetno delo. Prav tako bi pa pozval vse, da tvorno sodelujejo s policijo, da nam posredujejo informacije, opažanja, ki kažejo na morebitna odklonska ravnanja, kazniva dejanja, kajti le z nekim tvornim sodelovanjem lahko zagotavljamo to našo dobrino varnosti v našem življenjskem okolju, ki si jo želimo vsi. Hvala za obisk v našem studiu, za tale prijeten pogovor. Čestitke ob imenovanju za načelnika policijske postaje Murska Sobota. Jaz verjamem, da se še bomo srečali v takih prijetnih trenutkih, dogodkih. Seveda pa smo tudi povezani z vami kot mediji, da nas obveščate o morebitnih stvareh, ki se dogajajo na našem področju. Hvala za obisk. Hvala tudi vam. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, z gospodom Jankom Šobakom, novim načelnikom policijske postaje Murska Sobota, je danes tekla beseda v oddaji Aktualno. Bodite zdravi, pazite na se, srečno do prihodnjič.